Nakupovanje. Nakup prek spleta iz tretjih držav. Za poštne pošiljke iz držav, ki niso članice EU, morajo biti praviloma opravljene carinske formalnosti. Na način njihove izvedbe vpliva tudi to, kdo je izvajalec poštne storitve. Pošta Slovenije ali kateri od kurirskih servisov oziroma hitrih pošt. Oprostitve plačila dajatev. Pošiljke z blagom v vrednosti do vključno 22 evrov, brez poštnine, so ob uvozu oproščene plačila vseh dajatev. Za pošiljke, vredne od 22 do vključno 150 evrov, se obračuna samo DDV. Za pošiljke, katerih skupna vrednost blaga presega 150 evrov, se poleg DDV plača tudi carina. Pri uvozu alkoholnih in tobačnih izdelkov ter parfumov in toaletnih vod navedene oprostitve ne veljajo. Osnova in stopnje. Osnova za obračun carine je carinska vrednost blaga, v katero se v celoti vključuje tudi poštnina do namembnega kraja. DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavlja carinska vrednost blaga, ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni 22-odstotni stopnji oziroma znižani 9,5-odstotni stopnji, ki velja na primer za živila in knjige. Ob uvozu trošarinskih izdelkov se obračuna in plača tudi trošarina. Pomni, pošiljke z blagom v vrednosti do vključno 22 evrov, brez poštnine, so ob uvozu oproščene plačila vseh dajatev. Ali ste vedeli? Pozornost velja pri nakupu zdravil, saj je uvoz zdravil po pošti za fizične osebe prepovedan. Kako pospešiti carinski postopek? Carinski postopek je praviloma opravljen hitreje, če so na voljo potrebni podatki in dokumenti. Kupcem zato svetujemo nakupovanje pri preverjenih ponudnikih, preko katerih naj zagotovijo, da se v pošiljki nahajajo ustrezni dokumenti in podatki, potrebni za carinjenje blaga, na primer račun ali drugo primerno dokazilo o vrednosti nakupa, kot na primer izpis dražbe. V primeru, ko pošiljki niso priloženi vsi podatki, mora prejemnik dostaviti dodatna pojasnila, kar je lahko povezano z zvišanjem stroškov postopka, ki ga zanj opravlja carinski zastopnik. Ponarejeno in neustrezno blago. Cariniki se v poštnih pošiljkah pogosto srečujejo tudi z blagom, katerega uvoz je prepovedan ali omejen. Pogosto obravnavajo ponaredke različnega blaga, zato pri nakupih preko spleta svetujemo previdnost. Tako blago se lahko zadrži, pozneje pa tudi odvzame in uniči. Če gre pošiljka v uničenje, naročnik blaga ostane brez blaga. Bistveno nižja cena izdelka na spletu kot v običajnih trgovinah je lahko tudi znak, da z blagom ni vse v redu. Pomni, recite ne ponarejenemu blagu. Izberite originalno.